Lepo pozdravljeni ponovno iz naše volilne kavarne, tukaj na Miklošičevi ulici. Že veliko dogaja, ljudje hodijo mimo, nas opazujejo in seveda z mano so zanimivi kandidati in pa tudi tisti funkcionarji znotraj stranke, ki pomembno vplivajo na tele volitve, ki bodo zelo kmalu. 22. marec se zelo bliža. Z mano pa je gospod Marko Lotrič, lepo pozdravljeni. Ja, dober dan. Živijo. Gremo kar k vprašanjem. Izjemno taki zanimivi pogovori so tukaj v kavarni, malo izven taki, kot so vsi navajeni, tako da kar začneva. O vas sem zasledila z meroslovjem do kakovostnih izdelkov, brez strokovnjakov iz Selc ne morejo ne avtomehaniki, zdravniki, lekarnarji, niti inštituti. Kot je zaslediti, gospod Marko, brez vas se ne da. Na kaj se to navezuje? Ja, pravzaprav, kdor dela, kdor ustvarja dodano vrednost, je povezan, naravno povezan z meritvami. Vsi bi radi točne rezultate, tudi ko gremo k zdravniku, ko gremo v lekarno, ko peljemo avto na tehnični pregled, ali pa ko želimo rešiti eno zelo zapleteno meritev pri razvoju posameznega izdelka. Ja, vse to je naše delo oziroma delo v mojem prejšnjem življenju, če tako rečem, in pa seveda delo, ki ga nadaljujejo zdaj najini otroci. Vaše prejšnje življenje se navezuje na podjetništvo. Nam poveste kaj več o tem? Ja, z ženo Mojco sva v garaži njenih staršev v Dolenji vasi 1. aprila 1991. leta ustanovila to obrt. In danes je Dolenja vas bolj poznana po prevcih, a ne po skakavcih, seveda. No, in po enem letu sva se preselila v prizidek pri mojih starših in potem z zaposlovanjem ljudi, kar zelo hitro smo začeli rasti po letu tam 95, pa smo se potem v letu 2002 preselili že v poslovni objekt, tam v neposredni bližini, kjer sem živel, v Sevški dolini. In evo, tako bom rekel, prišel do ene ekipe, ki danes deluje v 8 državah, v 10 podjetjih, tako da govorimo že o družinski multinacionalki na področju meroslovja, smo res poznani od Nemčije do Saudske Arabije, v Dalmamu imamo podjetje, sicer pa zelo aktivno pokrivamo tudi Adrio regijo. In bom rekel, ta preskok, ki se je naredil, se je dejansko naredil takrat, ko smo pogledali čez meje Slovenije, zato ker brez digitalizacije v tem primeru ne gre. No, tukaj nam je pa software, ki so ga razvili na inštitutu Jožef Štefan, profesor Gams nam je naredil arhitekturno zasnovo in potem neko podjetje, IT podjetje, razvilo po naši meri. In to je zdaj ta hrbtenica digitalizacije, ki že vključuje umetno inteligenco, torej napovedovanje našega, bom rekel, dela, napovedovanje in kreiranje logističnih poti, to je, rekel, zelo pomembno. Na tej poti lahko rečem, da se mi zdi zelo pomembno omeniti en tak, bom rekel, prijeten dogodek, to je sklenitev podpis družinske ustave. Namreč družinska ustava sama po sebi ni pravno zavezujoč dokument, pa vendarle je o prenosu na naslednjo generacijo en iz ključnih dokumentov, kako bo podjetje naprej poslovalo. Mi smo s tem projektom začeli v letu 2016 skupaj z gospo Mojco Emeršič iz Ernst Younga, torej strokovnjakinjo, ki so ji pomagali takrat tudi iz Nizozemske, torej kaj je treba v družinsko ustavo napisati. Tukaj noter se predvsem pogovarjamo o tem, kdo od otrok je pripravljen naprej delati, kdo bo, recimo, če ne bi bil, kako bomo njega uvrstili v lastniške strukture, dotika se dovoljenih in nedovoljenih transakcij, kako bodo vstopala naslednja generacija, torej danes vnukin in vnukov, in pa, kaj bi rekel, predvsem pa potegne za sabo potem zavezujoče dokumente. To so pa oporoka, darilna pogodba, sprememba družbeniške pogodbe, to so pa stvari, ki so zapisane, ki so tudi nenazadnje javno dostopne. Recimo, mi smo se takrat odločili, ker nas je 5 v družini, da je nujni delež 12,5 % in tako so vsi otroci, Mitja, Katja in Maja, dobili ta nujni delež 12,5 %. To je bil nek začetek pravzaprav zaupanja med generacijami.
zadevami. Se spomnim teh pogovorov in ob vprašanju, a se pa vi kaj pogovarjate o tem, ali kako bo naslednja generacija vstopila, seveda sem jaz trdo, da to mi vsako soboto na skupnih zajtrkih delamo, ampak Maja kot najmlajša o tem ni vedela pravzaprav veliko povedati, je rekla, da se ne pogovarjamo. To so občutljiva vprašanja, zato jih vedno malo zavijemo v nek celofan in potem jih jasno mladi oziroma takrat, če otroci ne razumejo. Potem so pa potekala res odprta, odkrita vprašanja, seveda ni bilo vse enostavno, čustva privrejo na dan, Maja je bila sama, brez partnerja, brez otrok, brez vsega, čisto v neki drugi situaciji kot brat in sestra in to je pač dejansko potem treba se nekako uživiti v življenjsko zgodbo in razumeti in zaupati ljudem. Zdaj, samo da se navežem, ker ste omenili vaše izpostave podjetij, Nemčija pa do Saudske Arabije, greva na aktualno politično vprašanje in sicer Saudska Arabija, Bližnji vzhod, kako razmere trenutno vplivajo na vaše podjetje, vašo izpostavo spodaj, imate kakšne informacije, to je mogoče zanimivo vprašanje? Informacije imamo, da je zdaj v Damamu, kjer imamo to podjetje, da je zaenkrat situacija v redu, da so varni, da se počutijo tudi varne, to je zelo pomembno, ampak seveda, da je pa skrb velika in da pravzaprav v prihodnosti ta trenutek težko napovedujejo kako. Bom rekel, kar tako delajo na nek, rezerviran način. Ok, zdaj pa gremo še, to me res zanima, mene osebno, verjamem, da tudi druge. Kaj je vas osebno spodbudilo k odločitvi za vstop v politiko in kateri so bili vaši prvi konkretni koraki na tej poti? Kako se je to začelo? Omenil sem to družinsko ustavo. To je bila nek podstat temu, da ob izvolitvi v državni svet preko ZDOPS-a, to je Združenje delodajalcev, obrti in podjetnikov, ko sem bil tam izvoljen, smo se začeli pogovarjati, kako pa naprej, znotraj gospodarskih združenj. In v tem času običajno vsako leto poteka forum obrti oziroma podelitev obrtnika leta na Brdu. In tam so prisotna vsa reprezentativna združenja, zbornice in debata je pač seveda nastala okrog izvolitve v državni zbor. Bili smo prisotni tudi vsi zastopniki delodajalskih organizacij in obrtnikov, torej 5 predstavnikov v državnem svetu. Ali bi kdo pravzaprav naredil korak dlje in prevzel kandidaturo. Pravzaprav so takrat, sem dobil podporo zelo širokega kroga gospodarstva in ko sem se odločil, in tega bom rekel, koraka, pravzaprav bom rekel tako, da čutim, da sem se dobro odločil, predvsem zaradi tega, ker je še vedno velika podpora znotraj gospodarstva, znotraj podjetništva, obrti in tudi kmetje, ki so pač popoldanski oziroma imajo dodatno dejavnost, so zelo povezani z pogoji, ki veljajo na področju recimo obrtništva. Tako da to je bil korak naprej in podpora znotraj državnega sveta ni bila čisto samoumevna. Moram reči, da glasovanje v četrto mi je pač prineslo to, bom rekel, to pozicijo oziroma izvolitev. V tistem trenutku je treba tudi vedeti, da smo v vodstvu državnega sveta smo 3, ki smo izvoljeni, poleg mene tudi podpredsednik in pa generalna sekretarka. Generalna sekretarka je na tem istem glasovanju dobila tudi podporo, dr. Monika Kirbiš-Rojs, in od takrat naprej pač res delava v državnem svetu zelo aktivno, obiskujeva teren. Naša rdeča nit so pokrajine, ona je pač tukaj strokovnjakinja v Sloveniji največja in že 20 let dela na področju regionalizacije, zato je vsem nam, posebej pa meni, veliko lažje, ko ima človek tako veliko kapaciteto znanja ob sebi. Katerega leta se je to torej začelo vstop v politiko? 2022 in zanimivo, 12. ob 12. uri. Tako so naredili pač sklic prve seje.
tako kot sem si jaz zapomnila, da sem bila na Triglavu 7.7.2017. No, vidite. Da se navežem na to. Okay, zdaj pa gremo na tole volilno kampanjo. Vem, da ste povsod po Sloveniji, ampak to moram vprašati, zato da bojo ljudje tudi slišali. Kje vas lahko ljudje v času kampanje osebno srečajo in kako najlažje stopijo v stik z vami? Vsak dan sem vsej na parih dogodkih, podpiram kandidate. Res pa je, da če je le možno, sem jaz bolj v zahodnem in osrednjem delu Slovenije. Kot sem pa že omenil, stranko sva ustanovila skupaj z dr. Moniko Kirbiš-Rojs, ona pa pokriva, rekel to, štajerski del, Pomurje in pa jugovzhodno Slovenijo, tako da nama je vsak večer potem malo bližji domu. Na vseh teh dogodkih, kjer se predstavljajo naši kandidati, naši skupni kandidati, 88 jih je, verjamem, da bom veliko večino teh kandidatov osebno spoznal na srečanjih, seveda to poteka že kar enih 14 dni, 3 tedne se te dogodki vrstijo. Velikokrat sem tudi tukaj v kavarnici, tako da seveda se tukaj lahko srečamo. Verjamem, da bo priložnost tudi na zaključni konvenciji, ki jo bomo imeli 18. marca v Celju in pa seveda dosegljiv na vseh spletnih in pa družabnih omrežjih. Gospod Marko, jaz vam najlepše zahvaljujem, upam, da vam je bilo prijetno. Zdaj pa vsakmu na koncu rečem, kaj gre naša skupna lista v akcijo.